Kaj je vsebina sinodalnosti? Sinodalnost, sam izraz, izhaja iz grške synhodos, kar pomeni skupaj hoditi. To je osnovni pomen. Seveda v širšem pomenu pomeni to tudi skupaj živeti, skupaj delovati. No in cerkev je ta izraz vzela že zelo zgodaj za izražanje načina svojega življenja. Torej, skupnost cerkve želi biti skupnost, ki hodi skupaj, ki živi skupaj, kar pomeni, da odloča skupaj, se pogovarja, išče poti, rešitve za svoje probleme, težave, hkrati pa tudi za svoje oznanjevanje, to se pravi za izpolnjevanje svojega poslanstva. Kaj pa za cerkev konkretno pomeni hoditi skupaj? Hoditi skupaj za eno občestvo pomeni, da deluje kot organizem. Organizem pa pomeni, da so organi, ki so med seboj bistveno povezani, da lahko delujejo dobro in tako uspešno samo skupaj, da drug drugemu pomagajo, da drug drugega poslušajo, da tudi povedo vsak svoje mnenje. No in organizem, bi lahko rekli, nosi odgovore za rešitve problemov in drugih vprašanj v sebi. Tako kot zdravnik ne ve vnaprej, kaj mora pacientu predpisati, ampak vpraša organizem, da tam spregledi, no, eno občestvo, cerkev, ki je občestvo, pa prisluškuje sebi, prisluškuje Bogu, ker cerkev je občestvo, ki hodi skupaj z Bogom, ne? In skupaj s svojimi brati in sestrami, ljudje skupaj z Bogom in prisluškujejo, vprašujejo, povedo drug drugemu. Torej, Bog govori, ljudstvo, poznamo že v Stari zavezi, da je hodil s svojim ljudstvom, prebival s svojim ljudstvom. No, v Novi zavezi je učlovečenje Jezusa Kristusa še bolj očitno, da Bog želi hoditi skupaj s svojim občestvom, s svojim ljudstvom in povezuje med seboj ljudi, ki pripadajo tej skupnosti in prav zato, da jim omogoči, da izrazijo svoje potrebe in v to se ujame Sveti Duh, bi lahko rekli. No in prvi tak očiten primer že v Svetem pismu sinodalnosti imamo, ko so apostoli se zbrali v Jeruzalemu leta 48. Ko je med Petrom in Pavlom, bi lahko rekli, prišlo do neke napetosti, kako oznanjevati med pogani, so se zbrali skupaj. Vidite, en tak problem, eno vprašanje, kako naprej, so prisluhnili drug drugemu, molili in potem zapisali, Sveti Duh je odločil in mi z njim. In to je sinodalnost. Človek z Bogom, Bog s človekom, ljudje med seboj iščejo, kaj navdihuje Sveti Duh. Kaj pa želi papež Frančišek sedaj doseči za sinodo sinodalnosti? Ja, papež Frančišek je dejansko ugotovil, da še nismo te sinodalnosti v polnosti uresničili. Čeprav jo je že drugi Vatikanski koncil izpostavil. Prej pač od srednjega veka naprej je bila ena druga organizacija cerkve, bolj tako fevdalna, bi lahko rekli, od zgoraj navzdol, ampak to je bilo za eno dobo srednjega veka odlično, bi lahko rekli, na začetku pa ni bilo tako in tudi danes v času demokracije nekako ta sistem ne deluje več. In to je že drugi Vatikanski koncil ugotovil in poskušal začenjati spreminjati mentaliteto. Papež Frančišek je ugotovil, da še tega nismo storili, da še nismo dosegli prave stopnje te sinodalnosti ali kolegialnosti. No in zdaj želi, da bi ne govorili o sinodalnosti, ampak da bi pravzaprav ta sinoda bila sinodalnost. Zato želi, da iz župni nekako prihajajo pobude, odgovori, tudi vprašanja. Želi, da vsi spregovorijo in da vsi poslušamo drug drugega. In to začenši tam na župnijah, med skupinami, ki so v župniji, potem v škofijah, potem v škofovskih konferencah, nazadnje na nivoju kontinentov in končno potem tudi čez 3 leta v Rimu, ta vesoljna sinoda, bi lahko rekli, ki bo na nek način sad te skupne poti celotne cerkve. Hvala lepa za pogovor.